Po reprezentančnem premoru, ki za mariborsko moštvo ni sodil med običajne zaradi vmesne pokalne preizkušnje v Mirnu, se je v neizprosen ritem, ko se bo v 7 tednih zvrstilo 14 tekem, vstopilo v Domžalah. Ob tej priložnosti povečan obisk na tribunah kot posledica domače proslave. Nogometni klub Domžale je dopolnil spoštljivih 90 let delovanja. Med številnimi čestitkami so dobili tudi mariborsko. V imenu NK Maribor je predsedniku Stanetu Oražmu med spremljevalnim programom pred začetnim sodniškim žvižgom predal priznanje predsednik Drago Cotar. Toda kljub svečanemu ozračju je šlo za športne motive, za nove dragocene točke. Popuščanja ni bilo. Mariborski tekmovalni cilj, kako pokvariti slavje, je bil dosežen. Tako je, te 2-3 minute, ko smo dosegli 2 zadetka, v drugem polčasu sta potem pripeljali tako rekoč tekmo mirno do konca. Lepo je, ko si tako učinkovit, avtomatično manj trpiš. Je pa en moment v prvem in en kratek moment v drugem polčasu, ko nismo bili dobri, to moramo popraviti. Takrat smo bili pasivni oziroma popolnoma statični, drugače pa je moštvo delovalo dobro in izpeljalo v drugem polčasu kar nekaj lepih akcij in zasluženo zmagalo. Igralci v vijoličastem so hitro napovedali učinkovito predstavo. Prva priložnost že v 2. minuti. Po dolgi globinski podaji v domžalski kazenski prostor je Volaš tekel proti žogi, si skušal priboriti položaj za udarec, a je bil pred njim pri žogi vratar Vidmar. Pobudo je takoj prevzela mariborska ekipa. Gostitelji so se odločili za ustrezen odgovor s povečano agresivnostjo in uspeli kot prvi poslati žogo v okvir vrat. Pekić je ob Argosu prišel do udarca, nameril z 18 metrov proti desnemu kotu, Handanović pa je bil dobro postavljen. V 23. minuti pa žoga prvič v domžalski mreži. Podjetnejša igra je dobila primerno nagrado. Zadel je Tavares. Filipović je lepo opazil, kje je v kazenskem prostoru čakal na žogo kapetan, mu natančno podal, Tavares je spretno na prsih sprejel žogo, imel dovolj časa, da je pogledal, kje je vratar in zadel zaželeno vodstvo. Ta gol ima še dodaten pomen, je namreč jubilejni 50. gol Markosa Tavareša v slovenskem prvenstvu, odkar od leta 2008 igra in zabija na naših igriščih. Domači nogometaši niso želeli biti le opazovalci dogodkov o praznični tekmi. Po dobljenem zadetku so hitro zapretili. Balkovec je podal z leve strani, Pekić je z glavo usmeril žogo proti levemu kotu, a je zletela ob vratnici. Pred odmorom pa bi se prej lahko še drugič zatresla domača mreža, toda Prečnik je preprečil povišanje vodstva. Tavares je preigraval v kazenskem prostoru, opazil, da je za njim pritekel Milec, mu podal, Milec je spretno nameril, vratar Vidmar pa se je ravno toliko dotaknil žoge, da jo je odbil Prečnik in končalo se je s kotom. Drugi polčas se je začel z nepredvideno spremembo v gostujočih vrstah. V slačilnici je zaradi slabšega počutja ob mestni krajši bolezni ostal Tavares, priložnost pa je dobil Berić, ki je takoj po vstopu poskrbel za uspešno podajo za Volaša, v nadaljevanju akcije pa na desni strani ob soočenju z vratarjem uspešno posredovanje Vidmarja, ki je ob poskusu Volaša žogo odbil v kot. V 55. minuti pa začasno veselje navijačev, ki so spodbujali domačo ekipo. Za izenačenje je poskrbel Horvat, ki se je odločil za udarec z razdalje in uspel premagati vratarja Handanovića. Toda s tem je le dodatno podžgal tekmece in do konca tekme prava revija golov vodilne ekipe lige. Najprej je po daljši akciji žoga končala pri Trajkovskem, ki se je odločil za udarec, Vidmar je žogo odbil v kot. Nato pa je moral dvakrat v 3 minutah po žogo v mrežo. Na novo vodstvo je bilo treba počakati le 7 minut. Mertelj je prodrl z desne strani, spravil žogo pred gol, kjer je Volaš zbrano spremljal akcijo in žogo potisnil čez golovo črto.
62 minuta, drugi gol za Maribor, dosegel igralec številko 17 Dalibor Volaš. Mislim, da smo bili boljši skozi 90 minut. Na koncu je pokazal to i rezultat. Imeli smo kontrolo, imeli boljše šanse. Oni so praktično iz enega udarca izenačili, vendar smo se tudi nadaljevali smo z brano in tako da zasluženo 3 točke grejo v Maribor. Ne, mi gremo iz tekme v tekmo, važno da zmagujemo zdaj. Kdo da gol, sigurno da se lepo počuti, vendar neke posebne stave sigurno ni. Iz 1-2 pa takoj šel 1-3. Dobljen zadetek, kot bi poskrbel za dodaten zagon. Za tretji zadetek je Ibrahimi podal z leve strani. Volaš je v sredini med dvobojem z domačim branilcem spravil žogo do Mezge, ki je ostal neoviran in mirno poslal žogo mimo vratarja v levi kot. Tretji gol za Maribor, dosegel igralec številko 8 Dejan Mezga. Po dvojnem udarcu so se gostitelji skušali odzvati. Najprej je Pekic skušal ogroziti vratarja Handanovića, ki je odbil v kot. Za njim do nevarnejšega udarca Zatković, vendar odlično posredovanje Handanovića. V zaključnih minutah pa miren nadzor dogajanja in za zaključek odlične predstave še imenitna akcija. Hitro, bliskovito dogajanje se je začelo pri Črnicu, ki je poslal žogo na levo stran do Mezge, ki je prenesel žogo s podajo na desno stran, kjer je pritekel Milec in zabil mimo Vidmarja. Žoga se je od vratnice odbila v mrežo. Končnih 4-1 za povečanje prednosti na prvenstveni lestvici, hkrati pa najlepše povabilo gledalcem na četrtkovo tekmo proti Bragi. V nadaljevanju tekmovanja v Ligi Europa gostimo finaliste. Obeta se zanimiva predstava na igrišču, a tudi na tribunah. Vidimo se v Ljudskem vrtu, ki bo spet zahromel kot ob najbolj posebnih trenutkih. Evo, lepa popotnica pred četrtkovo tekmo. Zdaj se treba dobro spočiti, dobro pripraviti. Glede njih, vendar pa seveda smo mi najbolj pomembni, kako bomo odigrali. Se pravim, lepa popotnica zdaj za tekmo in mislim, da pred polnimi tribunami v četrtek mogoče lahko tudi presenetimo.